En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Ponavadi sem četrtek 2020, pa sem rekla, da raje danes, da vam zaželim nekaj lepega v letu 2023. Naj bo to čestitka, naj bo tisto, kar boste začutili, vsaj tisto iz mojega dela, če je nekaj karkoli, da vas potegne, da tudi vi spoznate, kaj lahko uresničite zase. Najprej, kaj vam želim v letu 2023? Da se res odprete ljubezni. Da se zavedate, da je to največja vrednota in bolj, ko boste gledali oziroma znali začutiti srce, manj bo tega ljubosumja, jeze in vsega drugega. To je prvo. Drugo, kar vam želim, da opustimo vse zamere, sodbe, zaradi tega, ker to nič nam več dobrega ne dela nam, ampak nam samo škodi, da bi postali bolj srečni, zadovoljni v svojem življenju in sledili svojemu poslanstvu, na tisti poti, kateri ste. Tretja stvar, katero vam želim, da letošnje leto se večkrat vprašate, kaj ste vi naredili za to, oziroma karkoli se vam dogaja, da ne kažete s prstom na druge, temveč da resnično vprašate se, zakaj se mi to dogaja, kaj je prav, da se iz te zgodbe naučim. Da veste, da vsi ljudje, kateri so prišli v vaše življenje, so prišli, da vas nekaj naučijo ali vi, da naučite njih. Tretja stvar, ki se mi zdi pomembna, marsikdaj se pogovarjamo, kako vidimo bogate ljudi. Bogati ljudje vse, kar imajo, zakaj so bogati? So zaradi tega, ker res verjamejo vase, ker so vztrajni na tej poti in pogumni. In vse te tri vam stvari želim. Želim resnično, da postanete bogati in da se oplemenitite z vsemi tremi vrednotami, z vztrajnostjo, s pogumom in z vero vase. A tretjo ali četrto? Da jih ne vem, ampak vse, kar vam želim v letu 2023, četrto ali peto stvar, da se zavedate, da v družini se skrivajo največji blagoslovi. To pomeni, da se bolj prodajate družini, to je tudi moje sporočilo zame bilo letos, da je družina tista, ki je prva in potem vsi ostali. Da se vprašate, ko boste slučajno, če umrete, koga želite imeti na svojem grobu, kdo so tisti ljudje, za katere želite, da se vas spomnijo. In najprej srčno verjamem, da so vaši najbližji pred vsemi ostalimi. Peta ali šesta, mislim, da je peta, čeprav sem si jih napisala 7. Vam želim, da se prenehate ukvarjati z okolico. Pustite to okolico za Božjo voljo. Sledite sebi in takrat, ko padete, tudi meni se to zgodi. Takrat, ko padite, si napišete listek, zakaj ste poklicani. Jaz vem, zakaj sem poklicana. Jaz sem poklicana zato, da širim ljubezen, da odpiram ljudem srčka, da spoznajo, da denar še nikogar ni osrečil, niti uspeh. Da sreča, ljubezen pride od znotraj, to pomeni, to je stanje našega duha. Ta stanje našega duha pa pomeni naš notranji mir, to, da živimo res to, kdor smo. Zato nehajte se ukvarjati z drugimi, pozabite na njih, karkoli mislijo, naj mislijo. Oni vam ne plačujejo računov, oni ne skrbijo za to, da ste vi tam, kjer ste. Če pa ne morete, pridite, dragi moji, pridite k meni na obred, da se boste odprli ljubezni. Tako 3 leta nazaj sem si želela peljati najprej čisto vse podjetnike, tiste, ker vem, da so oni odgovorni, oni vodijo množice ljudi v njihovih podjetjih. Ni mi še takrat tako uspelo, seveda mi je uspelo podjetnike, vendar manjše podjetnike. Zdaj v 3 letih sem dokazala sebi in tudi drugim, da je res to prava pot in to bom širila naprej. In bom vztrajala, bila pogumna in verjela vase, da bodo podjetniki tisti, ki bodo spoznali, da jih nikoli denar ne osrečuje, ampak da rabijo najti to ljubezen noter v sebi.
In ko bodo našli to ljubezen, bodo želeli deliti z vsemi zaposlenimi. Najprej s svojimi in potem z ostalimi zaposlenimi. Evo, to bi bilo, seveda imam še cel kup stvari napisanih, ampak potem pozabim, ker danes sem toliko čestitk pisala, danes sem toliko ljubezni razdajala okoli, danes sem se spomnila na vse ljudi, ki so mene osrečili v letošnjem letu, na vse to, kako smo zrasli v družini, na vse moje dosežke, tako da srčno upam, da ste jih tudi vi napisali. Zdaj z veseljem bom šla k mami na večerjo, ker pravim, družina je tista, ki vas lahko največ nauči. Odpustite vsem tistim, za katere mislite, da so vam naredili kakršnokoli škodo. Krivda, zamera, sram, to samo zažira nas, da nismo bolj uspešni, srečni in predvsem ljubljeni. Evo, dragi moji, naj bo leto 2023 res polno ljubezni. Začutite to ljubezen. Kako počutite to ljubezen? Tako da čutite notranji mir v sebi, res tako polni notranji mir. In da vsak moment živite to, kdor ste. Da vas ne zanima, kaj vidijo drugi, ampak samo to, kdo ste vi. In ste pristni, tako doma, kot v službi. Ni razlike. Ko ste žalostni, ste žalostni. Ko ste srečni, ste srečni. Ko ste jezni, ste jezni. Ko ste veseli, ste veseli. Tako da, dragi moji, uživajte današnji večer in naj bo leto 2023, naj se začne že s 1.1. leto vaših uresničenih želja, predvsem pa z odprtim srcem in brez sodb, zamer. Dajmo to stran, samo tako je lahko v nas svet lepši. Čin, dragi moji.